Tokrat spoznamo zrele voznike. Potem pogledamo na sorodnost med električnimi kolesi in električnimi avtomobili. S predsednikom sekcije za osebna motorna vozila pogledamo, kako se je spremenil avtomobilistični trg. Na koncu pa vas povabimo na druženje z enim prav posebnim japonskim 50-letnikom. Ampak kar počasi. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Kot rečeno, vas bomo ob koncu oddaje povabili na še eno vozniško druženje. Tokrat s prav posebno japonsko legendo, Hondo Civic. No, ta je na ceste pripeljala pred 50 leti in na Japonskem v času, ko je vladala energetska kriza, naftna kriza. No, še nekaj pa nas z Japonci prav gotovo povezuje in to je starost prebivalstva in voznikov. Staranje prebivalstva nikakor ni problem samo Japonske. Se pa Japonska zaradi nizke stopnje rodnosti in nizke stopnje priseljevanja stara najhitreje med vsemi gospodarsko razvitimi državami. Slednje prinaša nove izzive tudi v mobilnost. Tako je namreč na Japonskem danes kar 5 milijonov voznikov, ki so stari 75 ali več let. No, in za te, starejše od 75 let, so po novem uvedli ponovno upravljanje vozniškega izpita. Prav tako razmišljajo o omejitvah vozniških izpitov in o avtomobilih oziroma o omejitvah avtomobilov, ki naj bi bili primerni za starostnike. Pri nas se z vozniki v zrelih letih ukvarja prav poseben projekt, ki je že od samega začetka zasnovan tako, da se pridobljene informacije iz vozniških izkušenj vsako leto pretvorijo v nove metode in načine učenja voznikov v zrelih letih. In bolj kot se poznamo, bolj varna bo naša vožnja. Zato pojdimo skupaj na osvežitveno vožnjo. 231 minut uporabnih čiščenih posnetkov so z našim snemalcem Davidom Šavljem letos poleti posnela na osvežitvenih vožnjah z inštruktorjem, ki jih je Zavarovalnica Triglav podarila slovenskim starejšim voznicam in voznikom. Poglejmo nekaj primerov, kaj so se udeleženci naučili oziroma osvežili. Prepričani smo namreč, da bo vsebina še kako primerna tudi za mlajše. No, na koncu pride pa dobra novica. Če bi imela radarje na vseh koncih, ne bi plačala, imela smo brez izpita. Midva ga dama nazaj, pa rečema, pridem še enkrat, zaključila smo. Zato pa plačujem. Če imate vi finančna sredstva za plačevanje, to je najmanjši problem. Problem pa je, videla smo parkrat v mestu, kako pesi znajo presenetiti. In pol enkrat zmanjka časa in zmanjka ga vam, zmanjka ga meni. Pri teh situacijah, ko je nizka hitrost, pejte bolj počasi. Ajde, en zelo lep stavek ste mi vmes povedal. Esno penzi. Ampak tukaj po vaši vožnji v tem modelu pa definitivno, kot da bi se vam ves začel, ne? Manuel Pungartnik je seveda svoje besede dramatično začinil, ampak so mi pa pogovori z gospodom Rafaelom dali misliti vsaj dveh pogledih. Da ne bi prepočas bil, da ne bi rekel, da se nekaj bučko sva to, ne. Ko pa malo pritisneš pa. A to pomeni, da smo družba, ki ožigosa tiste, ki vozijo po predpisih? Jaz upam, da ne. Je pa Rafael dal misliti tudi cestnim projektantom. Zdaj, to je hudič skozi gledati na te znake 30, 40, 60, 80, ne. Tečno, ko hudič, ne. Dosadno. Enkrat je 70, bolj za par metrov je pa že 50, ne. Zakaj ne bi združili nekako to skupaj, ne? Projektantom nove cestne ureditve pa bi moral nekaj povedati tudi primer v Kranju. Ga skoraj ni bilo udeleženca, ki v krožišču ne bi naredil napake. Bova spet obrnila, pa prijeva nazaj in greva še enkrat v tale rondo, turbo, pa boste zdaj prav zvozila, ker zdaj ste naredila prekršek, pa sem vam pogovorila, kakšen, zakaj. Bi mogla iti na pas. Sploh ne bi smela pasa menjati. Torej bi vas ta pas kar pripeljal do tistega pravega in bi ravno tako prišla nazaj do Kranja. Zdaj greva torej cel krogec pa nazaj. No. To je, vidiš, to mi je všeč. Ok, se zato ste tu. Tako. Ja. Niste pa nič naredila, da ste koga ogrožala, ne? Pa niste nič naredila, razen tega, da niste upoštevala predpisa, zakona, črte, puščice. Ne? In zdaj mi povejte, prej sva imela tisti okrogel znak moder z belo puščico, ko sva rekla, da je obvezna smer. Ne? Ja. In zdaj, če ni znaka, ampak je na tleh narisano, pomeni, da morate peljati kam, tja, ko puščica kaže. Ja, in zdaj, če pogledate za tistim belim avtom, je na tleh puščica, je tako? In kam kaže ta puščica? Levo. Ja. Lahko peljete iz tega pasa desno?
ne smete. Lahko peljete ravno, ne smete. In tam v Randoju, zdaj bova gledala na tla, boste videla, da je na najnem pasu puščica za naravnost. Saj vem. In pri tisti puščici ne smete levo zaviti, ampak morate kar po tem pasu iti okoli. Brez kakršnega koli smernika, ker nam tisto označuje, da je pot za naravnost. Ne? In zdaj v teh velikih turbo rondojih se vi morate vedno pred rondojem postaviti na tisti pas in ta pas vas bo kot kanal pripeljal v želeno smer. Seveda ni izgovorov. Novih cestnih pravil se preprosto treba naučiti in jih upoštevati. Nam pa primer v Kranju vendarle govori, da pravila včasih tudi niso tako zelo intuitivna. In projektanti bi morali te besede vzeti resno. Če zaradi drugega ne, pa vsaj zaradi zadnjega stavka v izjavi Mitje Jeseničnika. Skozi leta so verjetno tudi sami opazovali promet okoli sebe in se iz tega potem nekako naučili, kaj je dobro v prometu. Ni nujno prav, delajo tako, kot delajo drugi, ampak stvar do neke mere funkcionira. No, vsi ti naši udeleženci, ki so že dolgo na cesti, zagotovo dobro vejo, da je Andrej Šifrer nekoč svojo hčerko Evo posvaril pred vozniki, ki so nabiti na volan. A takole vam upaše sedeti? Paše, ja. Zato, ker se vi celo pot, ker smo mi dva vozila, se vi dvigujete v sedežu. Ste vi? Ja. Tak navajen. Ja, ampak zakaj se dvigujemo? Zato, ker je naklon preveč nazaj. Tukaj bi ga lahko malo poravnal, malo bolj naravno sedeti, pa boste lažje sedeli. Roke gor, sam niže. To, greva. Volan bi si še lahko mogoče celo malo ven postavil. Tele. Včasih nisem. Evo. A takole? Evo, poskusva zdaj, pa vzglavnik. Evo, to. No, kolegi inštruktorji so na poligonu na Vranskem kar hitro dokazali, da Andrej Šifrer nima prav. No, tako se pa skriška v jarek zapeljeva, a ne? Namreč naši udeleženci so šele takrat, ko so si pravilno nastavili volan, ustrezno krmili svoj avtomobil in seveda na ta način ostali na cesti. Ja, desna roka, ne, desna, ne, je treba malo porint naprej, bi rekla. Če kolesa obrnem in so tukaj zdrsnila, a bojo tukaj manj drsela, če jih bom še bolj obrnil? Ne. No, inštruktorji so na poligonu dokazali tudi tisto, kar se je na cestah pokazalo kot resen problem. Namreč, da z leti očitno izgubimo tisti občutek, koliko varnostne razdalje pravzaprav potrebujemo. Pri svoji skupini sem videl pri dveh, ki sem se z njima pogovarjal, so zelo lepo jasno povedali, da sta bila prepričana, da se bosta ustavila. Da sta vse imela toliko varnostne razdalje, ker sta bila pripravljena, zato ker je bil fokus v temu, da sta vedela, da bo nekdo pred njimi kritično zaviral, pa jima to ni uspelo. Ja, pravijo se moraš ustaviti. Pa če se težko ustaviš, je bum. Ja, tudi pol avtomobila je manjkala, ne. Glih za glih je šlo, ne? Tako, ko smo tisto ustavljali. Ne? Tako da kuponov bo treba dati. Letos se je pokazalo še dosti bolj, da je ogromno pomeni distraktor, že naš pogovor z njimi. Pol urce, 20 minut, pa jim že tudi peša, koncentracija in vse. Letos sem imel prvo tako situacijo, ko sem do zadnjega čakal možakarja, ki je vitalen, ki je prevozil celo Evropo v rdečo luč z lahkoto. Desna kolona stoji, bo, ne bo, nimam zavore, ja, rdečo imava. Na prehodu sva se ustavila. Ops, celi šokantni je rekel, glej, kaj pomeni, ko sem jaz se s tabo pogovarjal, pa kam bova naslednjo peljala, kje je to, hitro se lahko karkoli zalomila. Zla me moti radio, pa če so voznik preveč zgovoren, pa da mi daje kakšne napotke, take, kaj jih ne rabim. In kako je ime temu motilcu? Ja, soprog. Daj se malo zjezim, včasih sem mirna, odvisno. Če sem jaz sitna, pa reagiram drugače, kot če nisem. Zadnje čase v avtomobilu jaz bolj poslušam, pa manj pogovarjam. Ne morem okoli gledati, če mi žena razlaga, kaj je bilo kje. Jaz nič ne vidim tistega, kaj je bilo ob cesti. Gledam cesto. Veliko več pozornosti. Čestitam. Jaz se mi nimate za kaj čestitati. Jaz sem se počutil udobno, varno in to je bilo najbolj pomembno. 4 lastnosti, ki bi krasile
vašo vožnjo, kulturo imate, tudi poznate cestno-prometne predpise, ker vse posod, ko sem vas vprašal, koliko je umite, ste mi pravilno odgovorili. Preudarnost, pogum pa sploh, ko ste danes tukaj. Še enkrat čestitam. Jo pa ne se hecati. Ne se ne hecam, prav resen sem. Evo, izvolite, to je za vas. Na vožnjah se je kot tegoba pokazalo tudi vključevanje na avtocesto, pa tudi pravilno rokovanje z volanom in celo zaviranje. Napotke inštruktorjev vam ponujamo v daljši zgodbi na našem YouTube kanalu in na rtvs.si. Na tem mestu naj samo še dodamo, da so vožnje tudi del raziskave. Podatke na Triglavu še analizirajo, a imamo že prve izsledke. Čim bolj natančno smo želeli izmeriti tako njihovo samooceno, kako suvereni so kot vozniki pred in po vožnjah in tudi njihovo realno napredek v znanju. Pri tem sta bili zanimivi dve stvari. Prvo je, da smo voznike povprašali, koliko stresa čutijo med vožnjo starejši vozniki. In pred prvimi vožnjami je bil nivo stresa ob vožnji zelo velik, tako so ga ocenili. Tekom voženj, ko so usvojili nekatere lekcije, ki jih spravljajo v zadrege, pa je bil ta nivo stresa med vožnjo bistveno nižji, kar je zelo dobro. Posebno pozornost smo pa namenili tudi tistim voznikom, ki so sebe ocenili kot zelo dobre, zelo varne, z ocenami 9, 10, skratka vozniki brez napak. Zanimivo je pa, da se je tekom voženj delež teh voznikov znižal. Iz tega lahko sklepamo, da jim njihove napake, ki jih sploh niso se zavedli, približamo na tak način, da so jih lahko sprejeli, da so jih lahko ponotranjili in so jih pripravljeni popraviti. In na začetku sem obljubil dobro novico, torej izvolite. Pa še ena dobra novica za tiste, ki so se prijavili na osvežitvene vožnje, pa v tem prvem delu niso bili žrebani. Novembra, decembra in januarja bomo z vožnjami nadaljevali in na vožnje povabili še 500 voznikov. Ostanite v naši družbi, po kratkem premoru smo nazaj in gremo na kolo. Kolo električno postavimo ob električni avto. No, v eni od preteklih oddaj smo že primerjali pedelek kolesa in hibridni avtomobil, ki delujeta praktično enako. Pri obeh gre za to, da elektrika zgolj doda nekaj moči. No, tukaj pa bomo primerjali električno kolo in pravi električni avtomobil. Tako kot različne tipe električnih avtomobilov, poznamo tudi različne tipe e-koles. Na primeru avtomobilov smo se naučili, da električni pogon prinaša nekoliko drugačne vozniške specifike in značilnosti od bencinskega pogona, ki smo ga bili večinoma vajeni doslej. Električni Peugeot Rifter je v primerjavi s klasično gnanim, predvsem na račun baterije, težji za približno 300 kg. Ampak obenem je zaradi električnega pogona in instantnega navora pri vožnji tudi bolj odziven, pospeševanje pa je bolj zvezno in tekoče. Ampak Rifter seveda ni namenjen športu. Lahko bi rekli, da je predvsem odličen spremljevalec športa. Tako smo z njim na ljubljanski Golovec pripeljali tole električno gorsko kolo, pa še kolesarskega profija. Zapodimo se na Rifter Trail. Tole je gorsko-kolesarski park, kjer imamo 8 uradnih označenih poti v različnih težavnosti. Če bi prišli na neko lepo popoldne, zdaj recimo septembra, oktobra, jesensko, je bilo, govorimo o par sto ljudeh na hribu. Odlični pogoji, ki jih nudi narava pri nas, so razlog za hitro naraščanje priljubljenosti gorskega kolesarstva. No, vse več ljudi pa se z njim ukvarja tudi po zaslugi razmaha električnih koles. Gre za polno zmetena kolesa oziroma v žargonu fulje. To so kolesa, ki so primerna za zahtevne terene in velike višinske razlike. Kolesa, ki so primerna za skoke oziroma za bolj zahtevne terene, imajo običajno večji hod prednjih vilic, potem zadnji amortizer in pa močnejše zavore. Običajno je prednje kolo 29 col, zadnje kolo je 27 col in pol, s krajšo razdaljo v zadnjem delu okvirja, tako da je tudi v bistvu zadnji del kolesa je bolj enostavno vodljiv in pa običajno so opremljena z potopnimi sedežnimi oporami, kjer lahko voznik
po vožnji po ravnama sedeš v višjem položaju, ko pa pride do spustov skokov, pa zaradi boljše kontrole kolesa lahko sedeš spusti. Tem značilnostim pa zdaj dodajmo še električni pogon. Tako kot pri električnih avtomobilih, ta prinaša nekaj specifik. Električna kolesa s centralnimi pogoni so zakonsko omejena na 250 W. 250 W je dovolj, da se lahko, spelje vsak 15-18% klanec, ker v bistvu že z 250 W in najvišjo stopnjo pomoči je pomoči na trenutke celo preveč. Dejansko je tako, da kolo bi šlo še v večji klanec, ne? Ampak ti več nisi sposoben priti v tak strm, zato ker se potem gume že vrtijo in te dviguje na zadnjo kolo. Ne? Značilen za električne pogone pa je predvsem instanten navor. Ampak kolesa s centralno nameščenim elektromotorjem delujejo na principu senzorja navora. To pomeni, da je kolesar za svoje vložene vate le dodatno nagrajen. Navor na mestnih kolesih se začne pri 40-50 Nm in pa na potem gorskih polno vzmetenih kolesih vse do 100 Nm navora. Ko govorimo o terenski vožnji, o vzponih od 10-15% in več, takrat pride večji navor do izraza, ker ko uporabnik oziroma voznik ne vlaga dovolj sile, da premaga klanec, mu večji navor pomaga, da lahko pride še više in še dlje. Rifterjev 400-voltni sistem razpolaga z baterijo neto kapacitete 45 kWh. In tako kot pri električnih vozilih, bi lahko tudi pri električnih kolesih na vožnjo in zmogljivosti vplivala teža baterije. Kaj ta pomeni za trail vožnjo? Pri avtu 300 kg na osnovno tono pa pol je podobno razmerje kot pri kolesu. Tukaj baterija teža 3 kg in pa motor 3 kg. Se pravi, tako navadno kolo bi imelo težo 15 kg, z pribitkom motorja in baterije pridemo potem na težo 21-22 kg. Dejansko velike razlike v samem spustu ni. Mogoče edino pri kakšnih bolj zaprtih progah, kjer moraš premikati samo kolo in tam mogoče bolj teža se občuti. Pri kakih večjih skokih, bolj razgibanem, težkem terenu ti pa pomaga teža kolesa, da dejansko je bolj stabilno pa gre lažje čez ovire, ker drži več hitrosti. Ampak do glavne razlike na račun električnega pogona pridemo šele po koncu spusta. Ta v resnici sploh ni povezana s spuščanjem, skoki ali adrenalinom. Zelo veliko uporabnikov si kupujejo polno vzmetena električna kolesa zaradi pomanjkanja časa. Se pravi, da lahko po službi v 1 uri naredijo tudi 3-4 spuste, kar je bilo z navadnim kolesom praktično nemogoče. Za 1 furo bi potreboval po moje kakšnih 20 minut, da prideš do vrha, z e-kolesom pa prideš v 5 minutah na sam vrh in lahko, namesto 4 fur narediš potem 10 voženj brez problema. Pa še eno usporednico lahko potegnemo. Z električnimi avtomobili smo se navadili, da je načrtovanje in razporejanje energije zelo pomembno ali celo nujno za doseganje cilja. Enako pa velja za kolesarjenje in ta novodobna dodatna pomoč tako postane kolesarjev zaveznik. Jaz bi ocenil, da tukaj na Golovcu smo že nekje na tretjini, se pravi, električnih koles. Če pa vemo, hodimo tudi v tujino, oziroma se pravi, imamo neke podatke s tem, se približujemo temu, da bo električnih koles v bistvu krepko čez polovico vseh. V preteklem stoletju se je avtomobilski posel in avtomobilski svet v celoti oblikoval po enem poslovnem modelu, ki je skozi čas postajal vedno bolj učinkovit. Ampak potem smo na neki točki rekli, zdaj pa hitro potrebujemo drugačnega, bolj trajnostnega. No, vse te svetove pa odlično pozna naš naslednji sogovornik, predsednik sekcije za osebna motorna vozila in generalni direktor Porsche Slovenija Danilo Ferjančič. Elektromobilnost se bo počasi na korakih dogajala, ampak takrat, ko se bo dogajala, moramo mi biti v štartnih položajih. Cilj je, da štartate na najboljših štartnih položajih. A se je ti štartni pok že zgodil, pa je bila na štartu gneča? Kaj zdaj sploh pomenijo te štartni položaji? Ja, gneče ni. To je vprašanje, na katero najlažje odgovorim. Gneče ni, ker se tudi e-mobilnost kot veliki pok ni zgodil. Pravzaprav je tako, kot sem takrat povedal, se bo e-mobilnost dogajala postopno in se tudi dogaja postopno. In zato je več razlogov. Prvič, ker so pač okoliščine takšne, da električnih avtomobilov ni, polprevodniška kriza, dobaviteljska kriza in tako dalje. Res je tudi, da so avtomobili in e-avtomobili zaenkrat še kar precej dragi, to moramo priznati, in si to pač vsak človek ne more privoščiti.
No ja, štartni položaj pomeni, da ljudem nekako vzamemo bojazen in strah pred elektromobilnostjo. Vsak ima svoje zadržke glede tega, veliko je klasičnih voznikov, seveda, ki sploh ne morejo nič začeti z elektriko. In rekli smo, blagovna znamka Mun je pa tista znamka z vsemi podpornimi produkti in storitvami, ki v največji možni meri jemlje te strahove. Torej, prvič, kje bom polnil, kako bom polnil, ne? V prvi vrsti mislimo na to, kako bom doma polnil, kako mi bodo polnilno napravo poinštalirali, kaj je potem drugi korak, sončna elektrarna, mogoče električni zalogovnik. Ne? In tukaj smo želeli strankam ponuditi pač odgovore na vsa vprašanja in mislim, da nam je to uspelo. Moram pa reči, da se e-mobilnost še vedno dogaja v zelo majhnem merilu v Sloveniji. Ne? Torej, če govorimo o celotnem trgu, v primerjavi z e-mobilnostnem trgu je trg še relativno majhen, v letošnjem letu 4,6%, čeprav lani 3,7–3,8% se mi zdi. Primerjava v Nemčiji je to 20%, ne? Tako da je to še majhen ognček v Sloveniji, ampak rast je pa letos spodbudna, 40% rast v primerjavi z lani. Lani, če se prav spomnim, je bilo nekje 1700 električnih vozil registriranih, letos jih bo več kot 2000, tako da tendenca je dobra. Koliko se bo to, da imate še dodatne ponudbe, pokazalo pri avtomobilskem poslu? Ja, pa jaz mislim, da ja, ne? Kot sem prej omenil. Mislim, so kakšne številke, ki se da v bistvu podkrepiti, da je to ta prava pozicija? To je pa še prezgodaj, to je pa mogoče še prezgodaj, ker e-mobilnost bi se dogajala z ali brez te dodatne opreme, moram reči, ampak ko bomo mogli čim več ljudi prepričati, bo pa bistveno lažje, če imamo še odgovore na vse ostale vprašanja. Ne? Kako bom polnil doma, kako bom polnil na poti in tako naprej. Odločitev bo lažja potem v smislu e-mobilnosti. Ja. Vi v bistvu hočete te produkte razviti do take mere, da boste tudi širše gledano nenadomestljivi. A je to utopično tako razmišljati? Oziroma, zakaj ni utopično razmišljati? Mislim, da ni utopično o tem razmišljati. Konec koncev je to naloga enega samostojnega uvoznika tukaj. Tovarna ne more stranki ponuditi polnilno napravo in jo hkrati tudi poinštalirati doma. Ne more ponujati svetovanje okrog sončne elektrarne in v zvezi s tem, kako bo potekala inštalacija doma. Ne? In tukaj v ta področja se želimo zasidrati. Vi prevzemate tudi vlogo aktivnega playerja, ki pomaga v bistvu tudi širše gledano v bistvu pripeljati elektromobilnost. In to pomeni tudi v bistvu komunikator z državnimi institucijami. Tudi. Aktivni. Tudi, absolutno. Kaj se pa dogaja na tem področju? Po večmesečnem mrku mislim, da so 3 ali 4 zakoni v pripravi. Eden specifično v smislu trajnostne mobilnosti in vabim vlado, da nas proaktivno vzame kot sogovornika, pa ne samo Porsche Slovenijo, tukaj govorim predvsem kot sekcija motornih vozil, združenja uvoznikov, torej želimo biti tukaj sogovornik. Ja. Kaj lahko si obetamo? Upam predvsem, da se bo elektromobilnost vzela kot tista oblika trajne mobilnosti prihodnosti pravzaprav. Ne. Vi ste zadnjič na tiskovni konferenci omenjali, da večinoma dajete storitve za srednji družbeni sloj. Ampak cene so včasih tako visoke, da to v bistvu gre za premijsko storitev, premijsko ponudbo. Ali se motim? Ali imate kakšen gasa v rokavu, da boste probali v bistvu te zadeve tudi slovenskemu standardu približati? Ja, se v rokavu nimamo. Produkti so zdaj v prvi fazi relativno dragi, to je res, tudi razvojni stroški so bili ogromni. V svoji karieri sicer še nisem doživel, da so se na kateri točki avtomobili pocenili, ne vem, mogoče bom tukaj to doživel. Dejstvo pa je, da bodo vlaganja postopno v naslednjih letih manjša in obetam si, da bodo potem tudi avtomobili bolj dostopni širši množici. Upam, da se ne motim. Tudi jaz. Najlepša hvala za to. Hvala. V pretekli oddaji smo povedali, da nekatere ameriške študije kažejo, da mora miniti približno 10 let, da se neko prometno preventivno sporočilo prime, da lahko v prometu zaznamo pozitivne učinke. 10 let sistematičnega dela. Konec septembra leta 2010, se pravi pred natanko 12 leti, sva s kolegico dr. Majdo Karlovšek javnosti predstavila tole zloženko. Mobilnost v zrelih letih.
Javnost sva želela opozoriti na neizogibno dejstvo, da smo starajoča populacija in da bo na cestah vedno več starejših voznikov. Starejšim voznikom pa sva želela povedati, da je staranje za volanom moč prepoznati in ga tudi upočasniti. Pripravili smo tudi različne vozniške preizkuse in obiskali številne slovenske kraje. Akcijo pa sta takrat omogočila in podprla Zavarovalnica Triglav in Porsche Slovenija. Na ta projekt tako gledam tudi skozi osebno izkušnjo. Sicer je pa staranje tako in tako vselej osebna izkušnja, spoznavanja, razumevanja in sprejemanja tega, da se staram. Pri tem nisem sam. Projekt smo začeli skupaj z gospo Janko Planinci iz Zavarovalnice Triglav. Letos smo z njo govorili ob začetku letošnjih osvežitvenih voženj, ko je z nami delila svojo izkušnjo. Odnos do te varnosti se ne spreminja, vprašanje je pa, kako odreagira telo. Jaz sama osebno menim, da sem varen šofer, vendar vse je relativno in zato je potrebno, da se preizkusiš in da ti strokovnjaki povejo, a si še dovolj tvoje reakcijske sposobnosti, a so še vedno takšne, kot so bile pred 20 leti. Mogoče naše reakcijske sposobnosti niso take, kot so bile pred 20 leti. Pravzaprav bi bilo čudno, če bi še bile. Ampak to sploh ni bistveno. Saj vemo, da se staramo. Bistveno je, kaj smo se v teh dobrih 10 letih naučili, kaj smo spoznali. Akcija osvežitvenih voženj zdaj traja že toliko let, da imamo tudi izkušnje voznikov. In v preteklih letih so nam ti vozniki, starejši od 60 let, starejši od 70 let, dali najbolj jasno sporočilo, da je tista ura, dve z inštruktorjem pomenila velik preskok v samozavesti na cesti. V zadnjih 12 letih, v času trajanja te akcije, smo tako ugotovili, da je spoznanje, da smo se postarali eno. Ugotovitev, na kakšen način v vozniškem smislu, pa nekaj čisto drugega. To je resnična dodana vrednost. V preteklih letih je to z nami spoznalo veliko zrelih voznikov. In v prihodnosti se bomo vsi skupaj trudili, da jih bo to spoznalo še veliko več. Za konec pa vas vabiva še na eno delavnico in sicer gledalci zopet testirate nove tehnologije, tokrat v družbi Honda Civic. Ker Civic v bistvu je Honda. Mislim, če ne bi bilo Civica, morda Honda ne bi sploh imela avtomobilskega oddelka. Predtem jim namreč ni prav dobro kazalo, še posebej na tujih trgih, s Civicom pa so dokončno prodrli in s tem ustanovili tudi avtomobilsko divizijo. Popolnoma drugače, kot je bilo pri motorjih. No, pri motorjih pa se je že 50 let nazaj vedelo, da je Honda na nek način pometla s konkurenco tako v Evropi kot tudi v Ameriki. In visoka tehnologija ostaja njihov zaščitni znak. Pri motorju, ki ga bomo predstavili v eni od prihodnjih oddaj, NT1100, bomo na primer govorili tudi o dvojni sklopki. Visoka japonska tehnologija in finomehanika. No, do naslednje oddaje uživajte v vožnji na 2 ali 4 kolesih. Mi pa se kmalu spet vidimo, vmes pa se prijavite na našo akcijo. Gledalci testirate nove tehnologije na www.rtvslo.si/avtomobilnost in pa seveda tam poteka glasovanje za slovenski avto leta. Srečno!